Put your head up, play! Jojo, Blaž, živijo zdravo. Po taki tekmi vem, da si odlične volje. Niti ne, srce me malo boli. Kaj, tak thriller, da te kar srce malo zabolejo? Ja, v stilu Monsieur Leclerca iz Aloja, my poor tiki tika. Je bila napeta tekma, je bil thriller do konca, tekma se je odločila v samem zaključku. Izjemna predstava, predvsem v drugem polčasu, zdaj bo eno pošteno analizo udarila, potem pa se še zazrla proti našim nasprotnikom v četrtfinalu. Ja, tako je. Proti reprezentanci Nemčije imeli smo možnost dobiti tudi Italijo, ampak na koncu reprezentanca Nemčije in tisto, kar je najbolj veseli, je, da se do finala ne moremo srečati z reprezentanco ZDA. Tako da moja napoved o Luki Dončiću za step back trojko čez Durenta v zadnji sekundi tekme za zlato medaljo Slovenije še živi. Ja, res je, in jaz sem tudi rekel iz tvojih ust, če se to uresniči, bi bilo res čudovito. Ampak, kot si dejal, Nemci so prva resna ovira na poti do te željene, zdaj že pričakovane in z naše strani konec koncev tudi napovedovane medalje. Upajmo, da jim uspejo. Preden pa začnejo, Blaž, boš na hitro omenil še brez česar na družbenih omrežjih ne gre. Ja, všečki na YouTubu, všečki na Soundcloudu, všečki na Spotifyju, naročnina na YouTubu, zvonček na YouTubu in vse, kar pride zraven, komentarji, vse zelo rada prebereva in tudi odgovoriva, tako da če lahko en lajkac, en všeček, eno naročninco in to je to. Ja, to res pomaga nam in tem algoritmom na teh omrežjih, da nas lahko vidijo in slišijo tudi drugi, zato smo seveda hvaležni za vašo pomoč pri tem. Ja, Blaž, bova začela, ampak preden začnejo, bom pa jaz sam še dodal, da če boste slišali kakšen pasji bevskanje mogoče v zadju, kakšne zvokce, je to moj novi kužek, moja nova krasotička Kuki. Se moram pohvaliti, da so dobil kužata in zdaj le dremucka od zadaj, pa če se bo zbudila vmes, boste lahko kaj slišali. In ja, Blaž, tako kot si rekel pred podcastom, da se nam mogu pomagati, da nam omenil kužata, si nisem mogel. Ja, in zdaj lahko začneva z analizo tekme Slovenija, Španija in tekme, po kateri mene boli srce, ampak sem pa vesel, da smo zmagali. Predvsem sem bil zadovoljen za tisto trojko na koncu Muriča. Pika na i tej tekmi. Žebel v špansko krsto bi lahko rekel, čeprav je bila tekma že prej odločena, ampak to je bil tist, kot pravijo Američani, adding insult to the injury. Še po vrhu. Mi temu rečemo sol na rane. Sol na rane, ja, no ja. Tudi tako lahko temu rečemo. Predvsem po tistih španskih igricah se veš, nekaj se je govorilo, ampak mi temu nismo posvečali praktično nobene pozornosti, ker je šlo samo za natolcevanje španskih rumenih medijev o pokeraški igri naših po zmagi proti Argentini. So poskušali naši malce za gost, da bi jih dali v kakšne karantenske protokole in onemogočili, da bi odigrali res take nelepe igrice, rečemo temu na zelo diplomatski način, in naši so se tudi dobro pošalili na to temo potem v izjavah in sem videl tudi po tej zadnji tekmi je Edo zopet tvitnil, kartali bomo. Kartali bomo, ja, to je kar running joke postal, ja. Drugač pa ja, no, kaj omeniti o tej tekmi, razen tega, da Luka Dončić je bil prvič po mojem v karieri ustavljen. Govorim ustavljen, govorim v napadalnem smislu, da se je moral precej bolj potruditi, kakor je to mogel početi do sedaj. Bom rekel, Španci so se izjemno dobro pripravili nanj, podvajali so ga, tudi trije so skakali na njega, nekako ni mogel razviti svoje igre, potem pa še tiste 3 osebne napake, ki mogoče vsaj ena je bila tako malo na meji, ampak ok, to so dosodili sodniki in ja, o sodnikih pač smo že veliko govorili, niso dorasli temu nivoju, to že vemo in lahko se jezimo, kolikor hočemo na sodnike, ampak enostavno FIBA vemo, da ima s tem težave, sodijo nedorasli sodniki temu nivoju tekmovanja.
Na to se je treba prilagoditi. Španci so imeli pri tem nekoliko več sreče, čeprav so sodniki slabo sodili v obe smeri, ne samo proti našim, tudi včasih proti Špancem, čeprav proti Špancem manj. Ampak na koncu, kljub temu, da smo mogli premagati še 3 sodnike, nam je uspelo 95 proti 87 in kapa dol fantom za zasluženo zmago. Kapa dol, ampak ko si rekel, da so Luko zaustavili, zdaj tekmo je končal z 12 točkami, kar 14 skoki, pa še 9 podaj in lahko bi jih bilo še precej več, če bi nekaj bolje metali za 3, met za 3 je malce šepal na tej tekmi in to pravzaprav daje še večji pomen tej zmagi, še večjo vrednost tej zmagi, ker smo namreč Špance premagali, kljub temu, da so Španci konkretno bolje metali za 3. Mi samo 31,6%, oni 36,4%. Oni so bili povprečni, mi pa že kar slabi, zadeli so 4 trojke več, 12 točk več so dosegli preko troj, kar je že kar konkretna razlika, ampak smo bili mi dominantni v vseh ostalih kategorijah, predvsem v skoku in tudi tukaj je Luka opravil izjemno delo, odlično skakal, res je dobro skakal, tako kot Tobi zraven, pa tudi ostali naši odlično pomagali v skoku, res smo bili dominantni v tej prvini napram višji ekipi Špancev. Na koncu 10 skokov več, 5 napadalnih skokov več, po ujetih skokih v napadu pa smo dosegli 6 točk več od Špancev. In ob toliko slabšem metu za 3 je potrebno biti dominanten v vseh ostalih prvinah, da lahko to nadomestiš in mi smo bili. Imeli smo boljši met za 2 točki, dosegli smo 12 točk več iz rakete, torej pod košem, bili precej bolj učinkoviti od nasprotnikov, pa tudi 7 točk več iz protinapadov, 14 proti 7 in 6 točk več po izgubljenih žogah Špancev, 12 proti 6, tako da smo res dobro kompenzirali za ta slabši met za 3 in Luka je skupaj s celotno ekipo v drugem polčasu našel rešitev za to zelo neugodno cono Špancev, omenjal si podvajanje, 3 nasprotne igralce Špancev tudi na njemu občasno, res so mu posvečali ogromno pozornosti, ampak ko si rekel, da so ga morda prvič zaustavili, na koncu je še vedno pravzaprav dominiral tekmo, kljub temu, da ni dal veliko točk. Če gledaš skupaj 9 podaj, sem rekel, če bi zadevali trojke, bi jih bilo še precej več. Res je tudi on odlično igral, ni bil pa edini ali pa morda tudi glavni igralec na tej tekmi, ampak smo imeli kar nekaj glavnih igralcev. Mislil sem predvsem na to, da Luko so omejili, kot ga do sedaj ni še praktično nihče. Mislim, se to je podobno kot pri vseh teh najboljših igralcih na svetu. Omejiš ga lahko, ne moreš ga pa povsem ustaviti, ampak... Ja, mislim, če daš 2 ali pa 3 igralce na LeBrona ali pa Prime Jordana, boš ga omejil. Potem je pa seveda vprašanje, kaj naredi preostali del ekipe in tukaj so naši danes odlično odigrali. Predvsem je treba omeniti v prvem polčasu odličen Vlatko Čančar, je vlekel slovenski vosko, nam ni šlo na tej tekmi, na koncu je odigral nekaj manj kot 29 minut, 22 točk, od tega 4-5 met iz igre, se pravi za 2, 4-7 trojke, res fantastična predstava. Klemen Prepelič, ki je na koncu v bistvu tudi večkrat izsilil kakšno osebno napako, 15 točk, 9-10 prosti meti, Mike Tobi, 16 točk, 14 skokov, kot si že omenil, odlično skakal. Jaka Blažič, zelo dobro igral, predvsem v obrambi z 10 točkami. Je omejil Rikija Rubija, ki je na tej tekmi metal 7-23, se pravi, zadev je le 7 metov iz 23 poskusov. Tudi Zoran Dragič je dobro igral v obrambi na njemu, tako da celotna ekipa res, vsak je dodal nek svoj kamenček v ta mozaik. In ne nazadnje ne smem pozabiti Žigo Dimca, ki je v 7 minutah odigral res vrhunsko, celo zabil, kar redko vidimo pri njem. In jaz sem rekel takrat po tistem zabijanju, če pa te tekme zdaj ne dobimo, ne bomo nikoli. Tako da... Kaj, če Dimec zabije, potem Slovenija
mora zmagati. Ja, nekako to. Mislim, da je to nekako ne lih pravilo, ampak je pa neko dobro znamenje za končni razplet tekme. Tako da res celotna ekipa, poklon, res fantastično so odigrali in sej nikaj več za reči. Razen tega, no, da bi lahko trojke malo bolj šmetali, ampak o tem si pa že itak tudi ti povedal. Tako da tudi za naprej mislim, da je glavni problem iz te tekme izključno samo met z razdalje, vse ostalo pa je funkcioniralo tako, kot mora. Tiste kategorije, ki so stvar koncentracije, želje, volje, predanosti, energije, vse to je bilo na nivoju. Naši so se odlično borili. Konec koncev je to potrjevala tudi njihova statistika, tista napadalna in dobra igra v obrambi. Dimca si omenil, rekel si 7 minut, 6 točk, 5 skokov v 7 minutah, je res odlično, zraven pa še plus 7 ekipa v tistih minutah. Slovenska klop je samo za 1 točko izgubila dvoboj s špansko klopjo. 29-30 je bilo za špansko klop, kaj ravno potrjuje to, da imamo tudi mi ekipo, da imamo tudi mi določeno globino. V prvi četrtini, ko je Luka dobil tretjo osebno, so potem nekaj časa igrali brez njega, tudi na začetku druge četrtine in dobro odigrali tiste minute, solidno premostili to odsotnost Luke in to je tisto ključno, kar rabi ekipa, če želi zmagati, če želi daleč, če želi poseči po tistih najvišjih mestih, rabiš ekipo. Jordan je rabil Pipna, pa Kukoča, pa Rodmana, pa še celo vrsto drugih Hall of Famerjev, odličnih igralcev, pa potem tudi vsi ostali igralci so seveda rabili ekipe, da so dosegali uspehe. Imeli smo na Eurobasketu 2017 Blaž in vse kaže, da imamo zopet tudi na olimpijskih igrah 2021 oziroma 2020 zamaknjene za 1 leto. Ja, in ravno to je pač tisto, kar krasi to reprezentanco. Ta ekipni duh, ki lahko v bistvu iz celotne ekipe mogoče potegne še kakšen procent več, kot so na papirju sposobni. In ja, ne nazadnje te predstave na koncu sploh niso presenečenje. Morda so za nas gledalce nekoliko bolj živčne, kot bi si želeli, ampak enostavno, tako kot sem že omenil, mislim, da sem tudi tweetnil enkrat, sedaj, ko se slovenska reprezentanca pomeri s kakšno izmed teh boljših reprezentanc, do sedaj sem vedno imel, imaš tisti negativen priokus pri temu, ker veš, glede zgodovinsko, da smo pač vedno imeli težave, ne? Ampak s to ekipo, oziroma že od evropskega prvenstva, si pa enostavno nekako tako, sej imamo to, mislim, da lahko premagamo vsakogar in to je res in to fantje iz tekme v tekmo potrjujejo in jaz mislim, da imamo izjemno dobro reprezentanco. Mislim, zdaj, ko jo gledamo, je kar malo škoda, da nismo prišli na svetovno prvenstvo, ker jaz mislim, da bi tam tudi pobrali medaljo. Tako da bomo videli sicer res, zdaj sta še 2 stopnički, še 2 zmagi ločita slovensko reprezentanco od medalje, ampak jaz mislim, da recept je pravi in sedaj je samo še vprašanje, ali lahko z tega skuhamo res dobro jed, ali se nam bo morda kje po poti nekoliko preveč soli usulo v to župo, ampak v vsakem primeru jaz tem fantom rečem samo kapa dol, res to, kar oni delajo in tako kot oni igrajo, res vrhunsko. Ja, šapo. Tako kot kolesarjem Rogličev in Pogačarjev, tudi našim košarkarjem in ostalim našim športnikom, ki zaenkrat odlično nastopajo na teh olimpijskih igrah in seveda vsi upamo, verjamemo, da še niso rekli zadnje, da lahko še posežemo po novih medaljah in v košarki se ta vsekakor nasmiha, obeta, we can taste it, bi lahko rekli, ampak korak po korak, brez euforije. Nemci niso lahka ekipa, bi pa samo še nekaj dodal, preden se morda posvetijo še malce Nemcem in naslednji tekmi, ko smo govorili o tem receptu za zmago, kaj rabi Slovenija za zmago, so se pošalili, ko Dimec zabije, Slovenija zmaga. Mislim, tisto, kar je pa nesporno dejstvo, je pa, da ko Luka igra, Slovenija zmaga. Nov nastop Luke v slovenskem dresu, nova zmaga Slovenije, 16 zmag brez poraza od Eurobasketa 2017 naprej, med Eurobasketom, kvalifikacijami za olimpijske in zdaj olimpijskimi. Ja, je Luka že naredil reprezentančni niz kot le redki, če še kdo. Recimo Kobe Bryant je bil 16-0 z Američani 2008 in 2012. Pa ne vem, če je še dosti igralcev, tudi tistih ameriških, ki bi imeli tako impresiven niz. Morda je še kakšen Američan, ampak v drugih reprezentancah po svetu pa Blaž dvomim, da je še kakšen igralec, ki se lahko ponaša s takim reprezentančnim nizom. In seveda zdaj vsi upamo, da se bo ta nadaljeval vsaj še 3 tekme.
Sigurno, še 3 tekme, najmanj 2, no, da pridemo do medalj. 3. Ja, no, ampak če še zdrži 2 tekmi, potem pa če srebrna medalja že tukaj, potem pa, ja, tako kot sem že povedal, ene parkrat, pa bom verjetno še parkrat povedal, stebek, 3 čez Dorenta za zlato medaljo. Ja, upam, da se tvoje besede dejansko pozlatijo, ampak ja, Nemčija, Blaž, ni ravno naiven, nevaren, nedolžen nasprotnik, če tako rečem. Nemci imajo solidno ekipo, ki zna igrati, ekipo, ki bi jo sicer naši morali premagati, ekipo, ki je tudi slabša od teh Špancev, tukaj ni nobenega dvoma, čeprav bodo Španci verjetno svoje tekmovanje končali že v četrtfinale, ampak nikoli ne reci nikoli, to pa kaže še eno dobro stvar, Blaž, ki si jo ti tudi omenil, Anada. Ja, da smo se izognili Američanom. Proti katerim bi igrali, če bi izgubili zdaj to proti Špancem. To kaže še dodatno, kako pomembna je bila ta zmaga. Španske reprezentance se je danes videlo, da so porabili ogromno časa za priprave na Slovenijo. Mislim, zelo dobro so analizirali naše. Mislim, to se je na koncu na tekmi tudi poznalo. Pač povzročali so nam ogromno težav, nismo mogli razviti svoje igre in en plus, ki je, da Nemčija ne bo imela tega časa, da se pripravijo tako zelo, kot so se Španci. Bom te tako vprašal, je po tvoje reprezentanca Nemčije močnejša ali šibkejša od Argentine? To je dobro vprašanje. Če sem rekel, da so šibkejši od Španije, glede na do sedaj prikazano, bi rekel, da so morda celo kanček boljši od Argentine na tem prvenstvu. Mislim, da je tudi njihova skupina oziroma zmaga proti Nigerijo bila več vredna kot recimo zmaga Argentine nad Japonci, ki seveda ni bila vprašljiva. Nigerijci imajo pa vendarle dobro postavo, kljub temu, da so že zaključili to tekmovanje, so že na pripravljalni tekmi zmago proti Američanom dokazali, da so nevarna ekipa, ki lahko premaga marsikatero ekipo in so bile vse tekme v njihovi skupini, ja, precej blizu. Nemčija je tudi zmagala olimpijski kvalifikacijski turnir, kjer je igrala recimo v predskupini z Rusijo in pa Mehiko, kjer pač so premagali Ruse brez večjih težav in potem v bistvu do finala premagali Hrvaško in potem v finalu še Brazilijo. Ne? Tako da res ne gre podcenjevati Nemcev. Jaz mislim, da so zelo neugoden nasprotnik. Sicer mislim, da so manj neugoden nasprotnik kot kakšna Italija. Se mi zdi, da je Italija vseeno za kanček boljša od Nemčije, ampak ja, definitivno mislim, ne gre jih podcenjevati. Definitivno ne in treba jih bo vzeti skrajno resno. Italija in Nemčija bi rekel, da sta za kanček boljši reprezentanci od recimo Argentine, predvsem boljši ostrostrelski reprezentanci. Argentina na tem prvenstvu res nima dobrega meta, za 3 ne mečajo dobro, za 3 Nemci pa Blaž 41,8% so bili za 3 na teh 3 tekmah v njihovi skupini. V dobri skupini, v eni od močnejših skupin, mi smo do sedaj bili na prvih 3 tekmah 35,8% za 3 točke, lahko smo še boljši, na kvalifikacijskem turnirju v Litvi smo bili boljši, tukaj torej imamo še nekaj rezerve, ampak bo pa potrebno biti pozoren na to nemško trojko, ker je seveda tukaj razliko težko nadoknaditi. Proti Špancem smo, tako kot sem rekel, bili dominantni v vseh ostalih kategorijah, tega smo sposobni tudi proti Nemcem, ampak še lepš bi pa bilo, da bi v napadu izkoriščali tiste odprte mete, ko bodo Luko podvajali, potrijali, početverjali, no ja, da ne bom izumljal novih besed, se bom ustavil, ampak v drugem polčasu proti Špancem smo to odlično naredili. Žoga je lepo zaokrožila, o tem sva že govorila, dokazali smo, da lahko igramo tudi proti tako dobri coni, torej lahko tudi proti Nemcem rešimo vsako njihovo obrambno uganko in mislim, da bomo to tudi dokazali na parketu. Predvsem bo pomemben skok, kjer pa je Slovenija na tem turnirju pač res izjemna. Slovenija na tem turnirju v povprečju dosega 54,7 skoka na tekmo, od tega 16,7 napadalnih skokov in 38 obrambnih skokov in najbližja ekipa naši so Francozi, ki v povprečju dosegajo 39,7 skoka na tekmo.
kar je, 15 skokov razlike. In pač, če pomislimo, da je recimo Slovenija igrala proti visoki Španiji, ki vemo, da je tudi skočna ekipa, ki lahko pobira skoke, predvsem z izkušnjami, tudi veliki so močni, in da je Slovenija najboljša skakalna ekipa, to pomeni zelo veliko. In jaz mislim, da bo tudi tukaj proti Nemčiji predvsem napadalni skok in pa skok na splošno tudi zelo pomemben, poleg seveda zadetih trojk in pa igre v obrambi, kar je po bistvu nekaj, kar itak ponavljamo iz tekme v tekmo in se Slovenci kot po pravilu načeloma tega zdaj tudi že držijo. Res je, in če temu odličnemu skoku dodamo še te trojke, potem se res ni treba bati za zmago proti Nemčiji, ali pa potem morebitnemu nasprotniku v polfinalu Italija ali Francija. Proti enemu od teh dveh bomo igrali v primeru zmage proti Nemcem, seveda korak po korak ne bomo vpisovali zmag še preden do teh pride, in s takim našim napadom in s tako našo obrambo mimogrede dosegamo največ točk na prvenstvu po zaključenem skupinskem delu, skoraj 110 točk. Vidva z Markom sta že v zadnjem podcastu govorila o tej statistiki, točkah na tekmo in kako je primerljiva s tisto statistiko ameriških Dream Teamov, predvsem tistega prvega, seveda originalnega, za nekatere edinega pravega Dream Teama, ampak tudi potem so bile ameriške ekipe dominantne, dajale pa toliko točk kot mi zdaj, in letos jih dajo 105, torej skoraj 5 manj kot mi. Naslednja ekipa pa je potem Argentina z 89,3, potem Avstralija 86,3, torej 20 točk manj z izjemo Američanov, da je naslednja najboljša ekipa na tem prvenstvu. Res imamo izjemen napad, imamo najboljšega igralca tega prvenstva, kljub temu, da je na prvenstvu tudi KD. To so tudi ene debate, ki so se kresale ne samo na tem prvenstvu, ampak tudi v play-offu, kdo je bil boljši, tudi o tem smo mi nekaj govorili. In mislim, da je Luka brez dvoma na tem prvenstvu boljši igralec, najboljši igralec. Imamo pa še, in mogoče lahko s tem zaključila, če ne boš ti še kaj dodal, ampak s tistim, kar sva tudi začela, da imamo namreč ekipo. Vsi, ki so stopili na parket, so prispevali k tej zmagi in dali svoj doprinos, zato si tudi čestitke zasluži celotna ekipa, ne glede na to, da morda nekateri ne samo na tej strani Atlantika, ampak tudi na drugi želijo malce omalovaževati ali pa zaničevati naše ostale igralce, si tega ne samo, da ne zaslužijo, ampak to preprosto ni res. Imamo dobre igralce, če ne celo odlične na nekaterih pozicijah, o tem sva midva dosti govorila v najih podcastih in to so te igralci tudi dokazali, Blaž. Točno tako, in upam, da bodo tudi tisti Slovenci, ki do sedaj niso spoznali še tega, da imamo res dobro reprezentanco in da so vsi igralci zelo dobri, da bodo to spoznali pa sedaj, in samo veselimo se lahko torka. Tudi če bo ob 3 zjutraj, jaz bom vstal, Matej, ti verjetno tudi. Zbudil se bom vsekakor, ampak da tekmo ob 3 zjutraj po našem času med Nemčijo in Slovenijo začnejo, je pa tudi malo čoravno. Mislim, res bi lahko ob kakšni drugi uri dali tole tekmo, glede na to, da recimo tudi Američanom, pa če govorimo o tem, da se Američanom prilagajajo, niso da ravno dobre. Verjetno so se malo prilagajali tudi Dallasu, ki je v teh dnevih olimpijskega turnirja povsem slovensko obarvan. Ne nazadnje tudi na Twitterju je bila velika kampanja, kjer so Američani iz Dallasa na veliko želeli dobiti slovenska imena, se pravi, da so Slovenci na Twitterju na veliko prevajali njihova imena, tako da zdaj je cel kup enih ameriških Slovencev gor po Twitterju in po drugih socialnih omrežjih, in to samo kaže na to, kak hit je Slovenija in pa Luka Dončić na tem prvenstvu, in lahko, da je FIBA v bistvu se odločila zaradi njih, da je to v bistvu bolj atraktivna tekma, kot pa tekma dejansko njihove reprezentance, kaj pa veš. Ja, res je, Blaž, res je. Američani s ponosom navijajo za Slovenijo, tako kot slovenski navijači, in res naši športniki poskrbijo za to, da tudi na drugi strani Atlantika z užitkom navijajo za nas. Mislim, da smo vse povedala, bi še kaj dodal? Ne bi nič več. Velja, se slišva kmalu v naslednjem podcastu in upajmo, da bomo proslavljali slovensko uvrstitev v polfinale. Tako je. Do torka. Adijo. Čau, slišmo, vidimo.